Slovensko etnološko društvo in Zveza Slovencev na Madžarskem sta v okviru strokovne ekskurzije po Porabju in Prekmurju pripravila strokovno srečanje v hotelu Lipa v Monoštru. Ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi zbornik z naslovom Vleka ploha in poroka z borom, pustni šegi v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem. V Slovenskem etnološkem društvu namenjajo posebno pozornost celotnemu slovenskemu etničnemu prostoru. Redni stiki, sodelovanja in skupni projekti s Slovenci zunaj matične domovine prinašajo dragocena spoznanja ter ustvarjajo nove možnosti za sodelovanje, kot je bilo tudi to srečanje v Porabju. Več o pomenu strokovnega srečanja nam je povedala tudi predsednica Slovenskega etnološkega društva, ki je poudarila, da takšna srečanja niso zgolj formalnost, ampak pomemben del poslanstva društva. Slovensko etnološko društvo v letošnjem letu praznuje 50 let, kar pomeni 50 let zelo dejavnih, zanimivih, strokovnih in raziskovalnih stikov tudi z našim celotnim zamejskim prostorom, kajti ena od osnovnih dejavnosti društva je ravno delovanje na celotnem slovenskem etničnem ozemlju. In povezave z Porabjem, slovenskim Porabjem so vedno bile izjemno plodne in izjemno pomembne. Tako da ni slučaj, da smo letos prav tu organizirali to strokovno srečanje, kjer bomo tudi predstavili zanimivo novo publikacijo, ki je šla v knjižnici Slovenskega etnološkega društva. O izzivih pri mednarodnih projektih, kot je bil zbornik o pustnih šegah, je Roženbergar povedala. Ja, jaz mislim, da je velik izziv ravno tako, da se presega meje, da imaš možnost, da jih presegaš tudi v določenih potem projektih, izdelkih in tako naprej. Se pravi, da ni država ta, ki določa mejo tudi raziskave. V zborniku Slovenskega etnološkega društva, ki povzema simpozij o borovem gostovanju v Sloveniji, na Madžarskem in Gradiščanskem, je Pšajt prispevala članek o borovem gostovanju v Prekmurju. In sem poudarila nekatere značilnosti, čisto iz preprostega razloga, ker smo poskušali ugotoviti podobnosti in razlike tovrstne šege, torej na Madžarskem, Gradiščanskem oziroma v Avstriji in pa v Sloveniji. Zakaj so pustne šege še vedno tako aktualna tema za etnološke raziskave? Pšajt nadaljuje. Marsikaj drugega je tudi dragoceno za etnološke raziskave, šege oziroma maske pa bi rekla v prvi vrsti zato, ker so tako raznolike. Hkrati pa tudi iščemo podobnosti, ne samo razlike, ampak ta različnost, posebnost, tudi osebni karakter posameznih mask oziroma oseb, ki se namaskirajo, je tako različen, raznolik in tako bogat, da je pomembno to raziskovati, ne samo v Prekmurju, ampak na celotnem slovenskem etničnem prostoru. Kako je prišlo do ideje za tovrsten zbornik, ki so ga uredile dr. Mojca Ravnik, dr. Nena Židov in Marija Kozar Mukič? Da smo bile 3 urednice, skupaj z Marijo Kozar Mukič, kolegico iz Porabja, pa s kolegico Neno Židov iz Etnografskega muzeja v Ljubljani. Ta simpozij, ki je bil leta 2022 tukaj v Monoštru, objavlja te prispevke avtorjev, ki so prišli iz Avstrije, iz Slovenije in Madžarske. In pravzaprav pomembno je povedati to, da je bilo to prvo mednarodno srečanje raziskovalcev, ki se ukvarjajo z šegami, ki jih imenujemo vleka ploha, poroka z borom, borovo gostivanje. To sta 2 šegi, ki se pojavljata v zelo različnih inačicah in v različnih obdobjih. Ponekod sta še živi, ponekod nista več. In to od severovzhodne Italije, se pravi od Kanalske doline do Porabja in Prekmurja. Veliko vprašanj se raziskovalcem te šege pojavljalo v preteklosti in se še pojavljajo, vendar pa se še nikoli doslej, oziroma do leta 2022, niso vsi srečali in preverili rezultate njihovih raziskav in tudi niso se posvetili mednarodni razpravi. Mi kot raziskovalci iz Slovenije, torej sama sem raziskovala v Prekmurju samo borovo gostivanje v Predanovcih z velikim veseljem in sem takrat spoznala, kako zelo zanimiva je ta šega. Sem tudi eno knjigico izdala o tem.
Nas je pa pravzaprav zanimalo že vse od takrat, ko je Boris Kuhar, etnolog v 60. letih prejšnjega stoletja, raziskoval borovo gostivanje v Prekmurju. In je takrat srečal enega gospoda, ki je takrat odigraval vlogo popa. Pop je pa zelo pomembna figura v tej šegi. Ima velike govore, tudi daje en pomen celotnemu dogajanju. Tisti gospod Franc Bükvič mu je rekel, da je on videl tako šego v Halbenrajnu na avstrijskem Štajerskem. Ni pa več povedal o tem, kaj je videl. In nam je to že od nekdaj eno ključno vprašanje v želji, da bi raziskali odnos med vleko ploha in borovim gostivanjem, raziskati, kaj je ta človek, ki je bil tako pomemben za razvoj borovih gostivanj v Prekmurju, kaj je videl na Štajerskem. Tako da smo celo v vabilu raziskovalcem na to posvetovanje postavili to kot eno izhodiščno vprašanje. Kaj je bilo pri urejanju te publikacije najzahtevnejše in kaj najbolj navdihujoče? Dr. Ravnik nadaljuje. Najzahtevnejše je bilo pravzaprav samo veliko prispevkov avtorjev, ki so pisali v izvorni madžarščini, nemščini, slovenščini in je bilo treba to seveda prevesti v slovenščino, narediti povzetke v angleščini, s tem, da je šlo tukaj za množico nazivov, krajevnih imen, letnic, citatov, ki jih je bilo treba seveda vse preverjati z avtorji, ki so bili pa vsi po vrsti zelo zaposleni, vsi so imeli že ogromno drugega dela v tem vmesnem času in je bilo treba potem to res še in še preverjati, tako da upam, da smo zdaj izdali en lep zbornik. Zbornik je namenjen za strokovno javnost, učitelje, člane skupnosti, širše bralce. Prav gotovo pa to zanima ne samo etnologe, sploh ne, ampak tiste izvajalce. V Sloveniji je ogromno ljudi in posameznikov in skupin, ki se zanimajo in ki obujajo šege preteklosti. Ne kot eno muzejsko, starokopitno obnavljanje neke tradicije, ampak v bistvu se v teh šegah najdejo tudi današnji ljudje, marsikdaj vse generacije. Jaz vam povem to, da recimo v Predanovcih, no sicer to bilo leta 2002, v tej šegi so sodelovali vsi od najmlajših, od otrok do starih ljudi. To je drugače kot v preteklosti. Otroci v preteklosti niso sodelovali, to se pravi, vse spreminja. Ampak te šege marsikdaj dajo ljudem možnost in ne samo zabave, tudi ustvarjanja, druženja, raziskovanja preteklosti svojega kraja. Tako da mogoče celo še bolj kot etnologom, za katere vsekakor za nas je to zanimivo, ampak jaz mislim, da vse tiste ljudi, ki jih zanima njihova identiteta in tradicija.